dejansko smo naredili en najbolj tak pomemben prehod iz terminov na skupine. Termini smo ugotovili, da ta izraz ni mogoče bil čist najbolj primeren. In smo potem zdaj naredili eno transformacijo, tako da imamo tukaj seznam vseh dejavnosti, ki potekajo na šoli, potem pa imajo te dejavnosti skupine. In skupine pod dejavnosti so potem tukaj prikazane. In vsaka skupina ima potem določene učitelje, ima določene učence in ima tudi čas izvajanja dejavnosti. Ne bom uporabil prav izraza termini, zato da ga pustimo res za sabo, ker ste imeli nekaj težav s tem. In dejansko je to zdaj bolj logično vse skupaj. Se pravi, če gledamo to 1001 igro in imamo potem 3 skupine spodaj ali pa v neki drugi dejavnosti skupina 1, 2. Tukaj vidite, da imamo razne stolpce, ki vam pomagajo, da se vidi, da je ob torkih ta dejavnost. Točna ura je tudi lahko je zelo dobro prikazana, lahko je tako, kot imate na urniku, lahko pa imate od do čas, kar bom tudi mogoče kasneje pokazal. Tako da, ja, sama ta navigacija, jo boste tudi sami pretestirali, pogledali, da ne bom zdaj predolg glede tega. Tukaj potem urejam dejavnost, skupine in pa tudi EDČ, pa zelo klikabilen seznam je. Če kliknem na dejavnost, bom šel v nastavitve same dejavnosti. Če kliknem na skupino, bom šel pa na nastavitve skupine. Vse in te zavihke imamo tudi potem tukaj posebej znotraj vseh nastavitev. Lahko med njimi klikate in urejate vse, kar se tiče dejavnosti 1001 igre, recimo. Tako da, ja, ta poenostavljen pregled. Mogoče bi opozoril tlele še eno tako zelo pomembno zadevo, ki jo morda ministrstvo bolj poudarja, vi pa jo na šolah manj uporabljate, to so področja. Se mi pa zdi, da smo zaznali v zadnjem času, da se bodo te področja več gledala, kako imate razdeljene te dejavnosti na področja. Jaz sem zdaj mi imamo na teh testnih podatkih veliko dejavnosti brez področij. Ste videli verjetno, če sem na začetku, je cela stran brez področij, na koncu so pa potem te dejavnosti, ki so dejansko razdeljena po področjih. Verjetno so vam poznana ta področja in potem na podlagi tega tudi lahko pogledamo neke deleže, koliko nekih področij uporabljate. Definitivno vam pa pustimo tudi to, da imate dejavnosti brez področij, če je tako tudi bolj logično. Ampak torej, vsake dejavnosti lahko to določite. Če morda začnem s tem, da dodam neko dejavnost, da boste videli, kako jo pravzaprav ustvarjam. Prva stvar, ki jo moram vpisati, je nek naziv dejavnosti, torej nek pevski ali pa pevske vaje ali takole. Sami določite kratice, vpišete to dejavnost. Zdaj pa potem je pomembno, če želite evidentirati manjkajoče ali pa prisotne, in pa to področje. To so ta področja, kjer je fino, da določite neko smiselno področje, in potem imamo vse razrede, v katerih bo dejavnost potekala. Recimo v drugi triadi pač označite in predvideno število ur te dejavnosti letno, 250 recimo, je podobnega, to zdaj pač majčkeno izmišljujem. Ko bom to shranil, bo to potem tudi vidna ta dejavnost na še prav dobro sem dal kultura in državljanska vzgoja, to mi je slučajno uspelo. Za pevske vaje bi rekli, da spada tja, Ja, tako da
Potem pa te dejavnosti lahko določite skupine. Vsaka dejavnost ima že kar takoj prevzeto skupino. In skupine, če jih bo več, jih boste tudi tukaj imeli vse na seznamu, in skupine zelo enostavno urejate potem, tako kot sem nekako dejavnost, obdobje izvajanja skupine. Default je, se pravi, od začetka do konca šolskega leta. Lahko uredite učitelje v skupini, učence, ampak zdaj sem omejil, da bo to se izvajalo samo v četrtem, petem in šestem razredu, ker je ta dejavnost namenjena tem razredom, a ne. Tako da tukaj morate potem v nastavitve dejavnosti to spremeniti, če bi radi dodajali razrede, in tudi učenci v skupini se bojo prikazali tisti, kateri ste jih določili, lahko rečem potem celoten 5A ali pa samo kakšni dijaki iz 5B, to lahko poljubno, se pravi, določite učence v skupini, in pa poznate že te omejitve pri izbirnem postopku, koliko je minimalno prijavljeno, maksimalno prijavljenih, tudi tukaj nastavljamo. Ja, in zelo pomembna nastavitev je potem tudi čas in prostor izvajanja, torej ali to po šolskih urah želite, v ponedeljkih, sredah in petkih, katere ure, in ali pa želite lahko tudi dodate kot časovni interval, ali pa dejavnost je pa tudi brez časa izvajanja. Tako da kakorkoli, in učilnico določite, a ne. Mi imamo sicer tukaj definirane učilnice prve A, prve B, in pa potem tudi specializirane učilnice, se pravi LUM, verjetno bo kakšni umetnosti, GUM, takole bo verjetno, a ne, glasbena umetnost bo. Tako da, ja, in potem shranite to in lahko seveda, tako kot sem prej rekel, tudi poveste, kateri učitelji vse bojo to dejavnost izvajali. Lahko jim date pravice, da tudi oni urejajo učence, in pa tudi neko časovno obdobje, če si bojo recimo en sam prvo polletje in drugo polletje ali kakorkoli, pač lahko to nastavite, a ne. In ja, torej imamo pevske vaje, in te pevske vaje se bojo tudi pokazale zdaj. Tukaj imamo eno skupino, tukaj to je ta prevzeta skupina, lahko pa potem tudi dodajam nove skupine, recimo samo za četrti razred ali samo peti, oziroma ne vem, tisti, ki ste iz tega področja, boste bolj vedeli še, kako bi razdelili v to skupino, te skupine. Tako da, ja, ta del smo, verjetno vam bo najlažje, da tudi sami to si potem pogledate. Predvidoma je tole v fazi testiranja, kakšne malenkosti še rihtamo, ampak predvidoma bo to pri vas v prihodnjem tednu, tako da boste lahko to vse upoštevali. Tukaj sem pa zdaj uporabil to razširil vse ali pa skril vse, kjer je pomembno, da vam razširi vse tiste, ki imajo skupine po dejavnosti, in imate tudi tukaj nek boljši, lepši pregled vsega skupaj, a ne. Tako da, ja, to je nekako ta prenovljen pogled.